Rezultati ankete, ki so jo izvedli v zdravstvenem domu Ljutomer, kažejo na porast zadovoljstva uporabnikov 74,5% na 82,1%. O višjem odstotku zadovoljstva uporabnikov direktor zdravstvenega doma Ljutomer Boštjan Pihler meni. 2 leti nazaj smo prvič izvedli anketo, ker nas je zanimalo, kako nas vidijo pacienti, kako se pozicionira naš zdravstveni dom. In že takrat smo bili presenečeni nad visoko oceno, ki smo jo dosegli, kar zadeva zadovoljstva naših uporabnikov. Takrat je bilo kar 74% pacientov je reklo, da so zadovoljni oziroma zelo zadovoljni z samo obravnavo v zdravstvenem domu Ljutomer. No, naš cilj je bil seveda, da lahko to, cilj še to zboljšati. Uvedli smo neke ukrepe in ti ukrepi so bili dejansko usmerjeni bolj v to, da smo izpostavili naše sodelavce, ki so res odlične. Imamo odličen kader, imamo odličen kolektiv in jaz pravim, to je največja dodana vrednost naših zaposlenih. Niso to zidovi, niso to oprema, čeprav tudi, ampak največja dodana vrednost so prav zaposleni in res moram reči, da imamo enkratne sodelavce in na tem smo gradili. Mi smo se kot sami sodelavci, kot sami zaposleni, smo še nekaj več naredili na sebi, še več smo se na tem področju, bi rekel, nekako izpopolnjevali, da smo danes tu, kjer smo in da je danes lahko ugotavljamo, da je zadovoljstvo pacientov naraslo še tako, da je v bistvu 82% ljudi oziroma pacientov zadovoljnih oziroma zelo zadovoljni z našim delom oziroma z našimi storitvami. Poleg tega, da so to, seveda, ko imaš tako ekipo, ko imaš tako ljudi, lahko uvajaš tudi nekatere spremembe in tudi te spremembe so pripeljale do tega, da je danes tako, kot je. To je, bi rekel, tudi to, da smo uvedli ambulanto za naročanje, ki je, bi rekel, primer dobre prakse v Sloveniji. To pomeni, da smo danes dosegljivi 8 ur na telefon za vsakega, ki kliče. Če nas ne uspe dobiti, ga pokličemo nazaj še isti dan. Potem, kaj je drugo razlog, da smo tu, kjer smo, je to, da smo v zadnjih 4-5 letih res peljali eno intenzivno kadrovsko politiko. Mi smo danes redki zavodov, ki nimamo nekega kadrovskega primanjkljaja, čeprav bi bilo še kakega zdravnika dobro dobiti, ker imamo vseeno urgenco, imamo ogromno dela na terenu, imamo antikoagulantne ambulante in tako naprej. Skratka, to je, bi rekel, še en ključ do tega, da smo danes uspešni in da so naši pacienti danes lahko tako zadovoljni. Se pravi, bi rekel, delo na ljudeh, na naših zaposlenih, zadovoljstvo zaposlenih, ki se kaže potem tudi v zadovoljstvu pacientov, bi rekel, nekatere organizacijske spremembe in pa na koncu kadrovska politika, ki je pripeljala do tega, da smo res kadrovsko danes zmožni upravljati vse to, kar pacienti od nas na nek način pričakujejo. Raziskavo so v Ljutomerskem domu izvedli s pomočjo spleta in zunanje agencije. Sicer pa so lani septembra pridobili tudi integrirani center za krepitev zdravja. Poleg centra najslovenskega zdravnika pa so pridobili še zlati znak kot primer dobre prakse. Ja, res moram priznati, da imamo, kot sem že dejal, super kolektiv, imamo tudi zmes, bi rekel, fantastične posameznike, ki pobirajo najvišja priznanja v Sloveniji. Tako je ravno včeraj sveža novica, evo ta nas je vse skupaj presenetila, da je postal najdružinski zdravnik v Sloveniji, naš zdravnik splošne medicine, dr. Sašo Duh. Da je moja pomočnica za zdravstveno nego, gospa Renata Škrget, dejansko pred mesec dnevi prejela najvišje priznanje v Sloveniji, ki jo podeljuje Zbornica zdravstvene nege, to je zlati znak. In kaj lahko rečem, kot direktor sem lahko samo ponosen na to, da delam z takimi ljudmi pa z takimi sodelavci. Zdravstvenemu domu Ljutomer je uspelo pridobiti tudi 1,4 milijon za investicije. Smo ponosni tudi na to, da smo pridobili teh 1,4 milijon nepovratnih sredstev. S tem smo tudi, bi rekel, zaprli nekako to finančno konstrukcijo, te naše predvidene investicije, ki je že v teku na nek način, pridobivajo se dokumentacija, počasi gremo v razpis za izvajalca. Naj spomnim, gre za investicijo nadgradnje našega zdravstvenega doma z ureditvijo same okolice, parkirnih mest, varne poti do samega vhoda zdravstvenega doma. Projekt pa je vreden nekje 3.900 evrov sedaj po trenutni oceni in da, evo, res smo ponosni, da smo to uspeli pridobiti. Mislim, da je to kar velika pridobitev. V zdravstvenem domu Ljutomer se trudijo, da bi spletna stran in aplikacija do zdravnika postala uporabnikom še bolj prijazna.
To je cilj, šli smo v to spletno rešitev do zdravnika, ravno z namenom, da še povečamo, še izboljšamo dostopnost do naših ambulant, do naših zdravnikov, ne samo do zdravnikov, da izboljšamo dostopnost do storitev, ki jih dejansko potrebujejo naši pacienti. In moram reči, da je odziv kar dober, v 3 tednih se je vključilo v to, mislim, se je verificiralo v tej aplikaciji že kar 500 pacientov in jaz računam, da bo to postala ena ključna oziroma prva komunikacijska pot do naših ambulant v roku 1-2 let. Zdravstveni dom Ljutomer je bil predstavljen ob obisku ministrice za zdravje kot primer dobre prakse. Na to moram reči, da sem zelo ponosen, ravno to je tisto, o čemer sem prej govoril, to so tiste organizacijske spremembe, ki smo jih peljali, ko smo spostavili ambulanto za naročanje, ko smo spostavili to novo centralo telefonskih linij in da smo danes dosegljivi dejansko za čisto vsakega po telefonu, za katerega ne pa da mu vrnemo tudi klic. Skratka je tu zdravstvena ministrica v mesecu decembru in je tudi to kot pri nas na nek način videla, da je to res en primer dobre prakse in nas je tudi povabila na Brdo pri Kranju na en simpozij, kjer smo predstavljali ta primer dobre prakse. Učni zavod Zdravstveni dom Ljutomer je torej učni zavod v vseh pogledih. Seveda pa glede na to, da je bil naziv najdružinski zdravnik družinske medicine po izboru pacientov pravkar podeljen zdravniku iz Zdravstvenega doma Ljutomer Sašu Duhu, smo za kratko izjavo zaprosili še njega, seveda je naziv veliko priznanje za mladega zdravnika. Sem še vedno pod vplivom prvih vtisov, ampak najprej bi se rad zahvalil Prleki, ki je glasovala zame in seveda za naš tim zdravnikov in seveda celoten zdravstveni dom, kam tudi nagrada sedaj gre, seveda in moram pač povedati samo to, da sem ponosen na to nagrado in seveda hvaležen pacientom, ki so prepoznali neki trud, ki ga vlagamo v zadnjih letih v naše paciente oziroma za dobrobit njihovega zdravja in tako da mi smo tu za njih in oni so to tudi prepoznali in mislim, da to so ocenili požrtvovalno in sem jih hvaležen. Pomembno je, da gre za izbor pacientov, ne strokovne javnosti. Ja, točno to, tako da še enkrat vsa zahvala, zdaj tudi vem, da vse tukaj mora klapati, da potem pride do tega vse skupaj, tako da od vodstva, da smo mi zadovoljni zaposleni in potem lahko to zadovoljstvo prenašamo tudi dalje do pacientov in seveda potem se očitno tudi to pozna pri pacientih in tako da najlepša hvala vsem. Vse našteto pa je seveda tudi zaveza, da bo delo zdravstvenega doma in družinskih zdravnikov tudi v prihodnje tako dobro kot doslej.